Lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. V domu viharnikov v Kranjski Gori je bilo v četrtek slovesno, saj so obeležili obletnico doma. Kot ponavadi so pripravili zanimiv program, ki je navdušil tako stanovalce kot tudi njihove svojce. Dom Viharnik praznuje 6. obletnico svojega delovanja. Moramo priznati, da v teh letih smo marsikaj naredili in naše delovanje naprej bo predvsem vezano na čas starejših ljudi, kar pomeni kasnejše starostno obdobje in sicer na čas poln življenja. Nekako smatramo, da je tudi starost lahko zelo lepa, zelo kvalitetno preživeta in trudili se bomo, da bo ta čas zapolnjen predvsem s prostočasovnimi aktivnostmi, s tistimi, ki nudijo veselje do življenja, veselje do staranja in seveda do povezovanja kljub letom z lokalno skupnostjo ter z ostalimi generacijami. V ta namen smo pripravili kulturni program, ki se navezuje nekako na glasbo, ples in sicer to lokalno poznano folklorno skupine. V viharnik je zbrane prišel pozdraviti tudi kranjskogorski župan Janez Hrovat. Včeraj so imeli na osnovni šoli Josipa Vandota Kranjska Gora delovno soboto. Po navodilih ministrstva in odločili smo se, da danes učence izobrazimo iz ravnanja v primeru naravnih nesreč, iz ravnanja v primeru evakuacije šole, da prikažemo delovanje gasilcev, kako oni izpraznijo šolo, ugotovijo, če je nevarnost odpravljena. Tukaj je tudi varnostna služba, strani varnostnega inženirja. Ugotavljamo tudi naše ravnanje v primeru evakuacije. Učence smo prešteli, ugotovili stanje. 3 učence smo tudi evakuirali iz šole. Učitelja smo evakuirali iz zgornjega nadstropja in s tem pokazali evakuacijo s pomočjo gasilske košare. Ja, v okviru delovne sobote osnovne šole Josipa Vandota so nas povabili k sodelovanju pri vaji evakuacije, kjer so se preverili sami požarni načrti, požarna aktivacija oziroma alarmi. Na to je nastopila gasilska enota PGD Kranjska Gora. Začeli smo samim reševanjem, evakuacijo, pregledom prostorov in reševanje ujetih oseb, tudi iz višine, kjer smo uporabili avtolestov. V šoli je bilo 126 učencev, evakuiranih je bilo v prvi fazi 123, 3 smo rešili mi plus učiteljna. Vaja je potekala brez posebnosti. Vajo na osnovni šoli Kranjska Gora izvedemo vsako leto, evakuacijo, enkrat letno pa tudi evakuiramo vrtec. S tem tudi prikažemo naše delo otrokom in tudi tako nabiramo nov podmladek v našem društvu. In se zahvaljujemo tudi prostovoljnemu gasilskemu društvu iz Kranjske Gore, da je danes tukaj z svojimi sredstvi in je tudi pokazalo, kako se ravna v primeru evakuacije. Po zaključku evakuacije pa bomo nadaljevali z urejanjem in čiščenjem okolice šole. Uredili bomo atletsko stezo, pomedli šolsko igrišče, pobrali nekaj smeti, nato pa se odpravimo tudi po Kranjski Gori do smučišča in tudi v Čičare na tamkajšnjo igrišče in poskušamo čim več očistiti. Ločevali bomo odpadke, imamo 2 vrsti, 2 barvi vreč. V eno vrečo dajemo splošne odpadke, v drugo pa embalažo. Na ta način bomo danes tudi izobrazili učence in jih ozavestili še glede čiščenja okolice. Čut do sočloveka in ljubezen do gora 70 let gorske reševalne službe Bohinj.
To je naslov razstave, ki so jo v petek odprli v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani. Gre za gostujočo razstavo Gorenjskega muzeja. Gre za kronološko obarvano razstavo, ki se dotika prvega reševanja že v 19. stoletju, potem pa z ustanovitvijo društva leta 1947 sledimo nekako razvoju gorskega reševanja v Bohinju. Poudarek na razstavi je seveda predvsem na izobraževanju, na usposabljanju na številnih vajah, kajti le vaje in pa izobraževanja dajo to vrhunsko usposobljenost, kajti tisti, ki hodimo za vikende v hribe, nikoli ne vemo, kaj nas čaka. Če se nam pa že slučajno kaj zgodi, pa potem s klicem na 112 v bistvu vemo, da bomo v varnih rokah. Gre za prikaz dela zgodovine gorskega reševanja v Bohinju, se pravi ta del v tem obdobju od leta 1947 do danes je to poteka reševanje bolj organizirano, bom rekel, ker reševanje je potekalo tudi v preteklosti. Moramo vedeti, da bomo Bohinjci se lahko ponašamo tudi s prvim reševanjem, to je bilo na vrhu Triglava leta 1822. Razstava prikazuje naše delo, našo opremo, del zgodovine, tako da sklop praznovanja 70 let ustanovitve GRS Bohinj smo začeli z razstavo, z enako razstavo v muzeju Tomaža Godca, danes pa jo zaključujemo z otvoritvijo tukaj v Planinskem muzeju v Mojstrani. Moram reči, da je bilo kar dosti tega dela, mi smo v sklopu te 70-letnice smo izdali tudi zbornik, v kateri smo majhen bolj predstavili to zgodovino, delovanje, našo organiziranost in za potrebe tega zbornika smo predelali kar dosti tega gradiva arhivskega. Moram reči, da nam je to tukaj predvsej pomagalo Planinsko društvo Srednja vas, v okviru katerega smo večinoma časa delovali. So pa tam zanimivi podatki se dobili, tako da so stvari kar zanimive tudi še za kakšno objavo. Gorske nesreče se kar povečujejo, tako da v lanskem letu, se pravi v tem 70. letu delovanja smo upravili 72 reševalnih intervencij in mislim, da je to je kar rekord. Bohinj je turističen kraj, frekvenca obiskov je v poletnih mesecih, tudi delamo v zimskem času, tako da nesreče so kar pogoste. Tudi 2 do 3 nesreče dnevno se pojavijo. Mi imamo 38 aktivnih reševalcev, smo v stalni pripravljenosti, imamo specialiste, 3 zdravnike, 2 medicinske delavce, tako da za posredovanje, za zbiranje moštva ni problem. Drage gledalke in gledalci, zdaj pa prelistajmo še koledar prireditev. Vsak ponedeljek ob 17. se v knjižnici v Kranjski Gori lahko udeležite druženja z zdravnico Dunjo Kotnik. Naslov srečanja je Bleščeče zdravje je darilo sebi in okolici. Potopisno predavanje Mance čuješ o Novi Zelandiji pa bo v knjižnici v Kranjski Gori v četrtek 12. aprila ob 19:30. Razstava ročnih del na Dovjem bo na ogled od petka do nedelje. V petek jo lahko obiščete od 17. do 19. v soboto in nedeljo pa od 9. do 19. Las občine Kranjska Gora si že od začetka svojega delovanja prizadeva, da bi v okolju, kjer deluje, spodbudil prebivalce k zdravemu načinu življenja, kamor poleg zmanjšane rabe prepovedanih in nedovoljenih drog sodijo tudi različne športne aktivnosti, ki krepijo naše zdravje. Zato vas v aprilu, v katerem 7. aprila obeležujemo Svetovni dan zdravja, tudi tokrat vabijo na brezplačno kopanje za občane občine Kranjska Gora, ki bo v soboto 14. aprila od 9. ure naprej. 3-urni vstop je mogoč v Wellness Špik v Gozdu Martuljku in v Aqua Larixu v Kranjski Gori. Vstop bo prost na podlagi predloženega osebnega dokumenta, s katerega bo razvidno stalno prebivališče v občini Kranjska Gora.
Toliko smo vam, drage gledalke in gledalci, pripravili za tokrat. Imejte se lepo in nasvidenje do prihodnjič. Pa srečno!